Drugač pa ne, te ta fini avti bi si skoraj zaslužili, da tole gor drži hidravlika, se strinjamo? Ok. Jaz mislim, da tukaj. Zdaj pa, preden ven stopim, ne vem, če si je že kakšen avto kdaj bolj zaslužil na dimk Gentle Giant. Prid, ti mu vse povedal. Ford Explorer 3.0 EcoBoost Plug-in Hybrid Platinum. To je njegov cel ime. Tak, precej velik za ogromen avto. Mislim, da ga poglej. Še Američani bi rekli, this thing is huge. That's what she said. Veš, Ford Explorer je dolg 5 metrov in 6 centimetrov. Širok je okrog 2, med osje je 3 metrsko. Stari, ta avto je daljši od multivana. Mislim, to mi je slučajno zdaj kapljno v možgan, zato ker oba testiram vzporedno. In upam si trditi, da je ta njegova prezenca, ki stojiš zraven, da zna prekašati celo Mustangovo ali pa Raptorjevo. A veš, kup stvari na to vpliva, ampak nič bolj kot njegova maska, ker je A, ogromna, B, pa pade v šusu. Mislim, tale krom težko ga je zgrešiti. Koliko je tega, no? Mislim, v tem pogledu je klasičen Američan in točno tako deluje tudi v kabini. Poglej, tole jaz vidim kot voznik. Tudi fine lesene dodatke na armaturki. Pravzaprav celoten kokpit deluje prej gosposko kot robustno, kar je seveda čist razumljivo. Dizajn in feeling celotnega kokpita so prilagodili njegovi namembnosti. To je pa nudenje ugodja v kar se da veliki meri. Se mi zdi, da mu fejst paše tudi rjavo-črna kombinacija, ne samo na zadnjih, tudi na sprednjih sedežih. Tukaj boš videl tudi napis Platinum, to je namreč oprema. Pri Explorerju je to pomeni vrh, ta najbolj fina oprema. Zdaj, poleg te razgibane armaturne plošče najprej v uč seveda pade tale pokončen vmesnik, ki ga že dobro poznamo iz ostalih sodobnih Fordov, pod njim pa stikala za radio, pa za klimatsko napravo, pa potem tale velik greben z izbiranjem prestav, pa se veš, elektronska ročna, pa vozni programi, pa tako naprej. Tudi sicer ponuja razmeroma velik, poleg gretja tudi ventilirane sedeže, seveda gretje volana, pa položaj volana recimo je prilagodljiv električno, pa zavesce na stranskih šipah druge vrste, pa še kupenih stvari. Recimo kupica odlagal, zelo velik predal, pa ogromno panoramsko okno. Pa ne to, stari, se razpuca, ker sem prišel, je bilo še vse v oblakih. Zdaj pa kamniško sedlo super lepo vid, le dam zoom, da ti ga noter pripeljem. Vidiš, velika na desni, sedlo zadaj. Ajde, nazaj na avto. Še ena stvar je, ki zvišuje nivo udobja in ugodja. In to je v tem primeru valjda prostor. Prostor prve vrste, prostor druge vrste in vse tudi, kar pride za njo, ker ne pozab. Ford Explorer je pravzaprav 7-sedežnik. Dostop v drugo vrsto recimo je izjemno lahek, zato ker je kot odpiranja vrat huge. Tukaj v drugi vrsti imaš 3 praktično enako velike sedeže. Ajde, tale sredinski je malo manjši, ampak vsem mehek in udoben. Vsak od sedežev je pomičen vzdolžno, pa valjda tudi po naklonu, pač take klasične enoprostorske forema, kar je prav. Takole. Ti kva pa tale ponud? Enač klasičen cup holder. Malo poličke. Ok, zdaj je seveda cajt, da si ogledaš kufer, ker je zares ogromen, lej po defaultu, torej v osnovi. Če bi bila postavljena tudi sedeža 6 in 7, ti ta prvi del ponuja 330 litrov prostora. Čakaj, jaz tole malo maknil, ne? Kufer v kufru, a? Evo, v tem primeru gledaš pa 635 razpoložljivih litrov, pa še ena zanimiva stvar in to ni tale priročen tepih, ki ga moram pohvaliti vsakmu avtu, ki ga vidim, ker pač te stvari so res zakon. Namreč sedeža 6 in 7, a je ta 6 pa 7? No, v glavnem lahko jih dvigaš pa spuščaš z elektriko. Pazi zdaj, dajmo ta desenga najprej. Vidiš? Pa dajmo še ta levega. Pa moraš pa z roko dvigniti naslonjalo za glavo, ampak ko jih pa zložiš, pa naslonjali padeta samodejno, lahko jih zložiš tudi kar oba naenkrat. Pazi zdaj to. Pa zdaj se fajn vidi, tudi če sediš v tretji vrsti, torej na zici 6-7, imaš na voljo en cup holder, ene manjše odlagališče, tole ima bolj globoko, pa še eno tukaj gor, vidiš? Če pa rukneš dol, pa še drugo vrsto zicev, pa ne vem.
pa imaš placa za vse, pa še njihovo mamo, ne vem, kva da ti rečem. Pa če že kažem kufer, da ne pozabim, ne, dvignem tole, pa še tole, tukaj noter imaš pa še kabel, pa še drugo odlagališče, tle vidim, da je še en tepih, pa kupenih drugih reči. V glavnem dvojen poden s precej prostora. Penk. Pa zdaj, ko smo zadnji, ne, mingrede tvoji oči ujamajo 4 precej veliki rori in pa se začnemo spraševati o motorju. Evo stari, tole, kar vidiš pod havbo, je 3.0 EcoBoost benzinar V6, precej velik pa zmogljiv motor, pa zagledaš pa še vse te oranžne kable, pa se začneš spraševati, čak malo, a štrom to... Ja, to tudi, zato ker ta avto je hibrid, pa ne samo to, priključen hibrid. A veš, elektromotor zmogljivosti 57 kW sodeluje z baterijo kapacitete 13 kWh. Ford pravi, da je to čist dosti za dobrih 40 oziroma natančneje 42 km na štrom. Jaz pa pravim, da je tista ta prava cifra bolj 30, pa dajmo reči celo 35, ker ko sem se vozil umerjeno, gre to skozi. Drugač pa ne, te ta fini avti bi si skoraj zaslužili, da tole gor drži hidravlika, se strinjamo? Je pa Explorer, tako kot si verjetno misliš, že sam naštiman na udobje. 10-stopenjski avtomatski menjalnik deluje odlično. Podvozje, vzmetenje, stari neravnince, lukne, grbince, te stvari, skoraj da jih ni. Kam, v Afriko? In jaz moram priznati, da sem med vožnjo užival maksimalno, čist po pravic, po makadamu ga nisem zapeljal niti malo, kljub temu, da je SUV. Edina stvar, ki me je mal motila, zaradi štroma in zaradi te hipne dostave navora se mi je zdel, pri tistem prehodu, ko gre Explorer iz mirujočega stanja v premikanje, da je bil mogoče mal neučakan, da nam rekel nervozen. Sicer pa smooth as silk, kjerkoli sem bil, zelo tih na avtocesti. Predvsem pa še ena stvar, ki me je pa totalno presenetila. Koliko smo rekli, več kot 5 metrov, 3 metrsko medosje, ampak stari obračalen krog, ma pa presenetljivo dober. Cifre ti niti povedati ne znam, ampak parkrat sem se vozil tudi po zelo ozkih ulicah, kjer je bil potencialno, a veš, un sketchy vibe, kako ima pa zdaj to sfural, pa ni bil ben problem, kljub dolžini. A ja, stari, pa skoraj sem pozabil, zmogljivost celotnega pogonskega sklopa je 457 konjev, pa več kot 800 Nm navora. V bistvu od 0 do 100 v 6 sekundah. Tako da na konc dneva, ko vse skupaj na kup vržeš, tudi 10-litrska poraba ni neki hudo pretiranega, sploh pa ne nepričakovanega. Meni se to zdi za ta avto, ja, bliže, kot sem mislil. Čisto ok podatek. Zdaj, ko smo bolj pri koncu, sem skoraj štender pozabil, ne? To je bila tudi posebna vrsta tragedija. Zelo uporabna reč. Zdaj pa, ko smo bolj pri koncu, te pa valjda še cena zanima. Give or take 80 jurjev, se mi zdi, mogoče še kakšnega jurja ali pa 2 dol, ne vem, kakšne popuste pa omenja uvoznik, no? Ne omenja, določa, ne določa, kako se temu reče? Omogoča, to, evo. In stari, jaz mislim, da je to. A prav? Saj ne vem, saj sem vse povedal, ne? Koliko košta, koliko gre, kva ponuja, koliko je placa. Je to? Je. Spravim. No, meni je kar fajn, da ima Ford neki tazga v ponudbi, ki je čist drugač. Kaj ima še pri Fordu 7 zicov? S-Max pa unta drug, Galaxy. Boš pa še naprodaj, počasno več, a? Folk, to je to. Lepo se mejte. Ajde.